Jasno, da smo si želeli več, če smo na zmago. Veliko smo tudi naredili, da bi zmagali, breskirali, igrali naprej, imeli priložnosti, vendar nam ni uspelo, to je šport. Kaj pomeni podatek, da ste opravili le eno menjavo? Pri taki dominaciji nisem enostavno hotel porabiti menjav. Na klopi sem imel še branilca, centralnega branilca in 3 bočne branilce. Lahko bi se odločil za menjavo v napadu, vendar je oba napadalca zelo dobro razpoložena, gibljiva in ni bilo smiselno menjati. Meni se zdi, da smo se preveč povlekli nazaj in omogočali Mariboru, da razvije svojo igro, iz katere so začeli dobivati priložnosti in zatem seveda tudi zadetek. Vseeno ste pokazali moralo, ki je verjetno lahko pripelje do tega, da bi Koper se boril še zmeraj za drugo mesto. Navsezadnje ste izgubljali z enim zadetkom, pa rezultat spreobrnili v vodstvo. Ja, mi smo pokazali, da se lahko borimo tudi proti najboljšemu moštvu v Sloveniji in ga tudi nadigramo in tako zremo z optimizmom naprej v naslednje tekme. Mislim, da smo mi igrali, Koper je dal 2 gola po naših individualnih napakah in mislim, da se ta tekma ne bi sramovali tudi v kakšni drugi ligi. Tempo je bil dober, ljudi dosti, jaz mislim, da je bila ena tekma nad nivojem slovenske lige. Koper avtomatsko vemo, kako njihov trener goji igro, to je čisti bunker. Ko je bilo 2-1, so se avtomatsko zaprli in mislim, da so tle naredili napako. Če bi mogoče nas še malo kaj pritiskali, bi lahko kaj izvlekli, na koncu so lahko zadovoljni, da so izvlekli oni točko. Vodili ste z rezultatom 1-0, na to zaostanek z 2-1, pa na koncu izenačenje. Je Maribor dobil točko ali izgubil 2 točke danes? Jaz bi na koncu rekel, da je Maribor izgubil 2 točki, kajti na koncu smo videli, da je bila v drugem polčasu prevlada na naši strani. Nasprotnik se je dobesedno zaprl na svoj 16 metrov in lahko bi tekmo dobili.